Smo v parku spomenikov Kneževac v mestecu Andrijevica nad reko Lim. To geografsko sodi v Črnogorski Sandžak, zelo odmaknjeno mesto. Sem se pride z veliko težavo, pravzaprav samo po dveh cestah. To mesto je med vojno doživelo zelo težko usodo in zelo hude boje, zato ker je mesto, ki nadzoruje ozko dolino Lim, ta pa vodi od Srbije do Jadrana. Mesto so okupirali Italijani v pričakovanju, da jih bodo seveda prebivalci sprejeli brez odpora, ker so obstajale tudi vezi med črnogorskim kraljem oziroma njegovo hčerko Elizaveto in italijanskim kraljem Emanuelom II., s katerim je bila poročena. No, to se ni zgodilo, podobno kot v Sloveniji in drugih delih nekdanje Jugoslavije so italijansko okupacijo zavrnili. Komunisti so že poleti julija 1941 organizirali odpor in so približno 200 partizanov je zavzelo mesto in v bojih pobilo več kot 200 italijanskih vojakov. Mesto je bilo potem osvobojeno kar do februarja 1942, potem so zanj potekali zelo hudi boji, več kot 15-krat je prišlo iz enih rok v druge. Najprej so ti boji potekali med partizani in italijanskimi okupatorji, četniki in torej albanskimi kolaboracionisti, zlasti Skenderbeg divizijo, kasneje pa z Nemci in četniki. Spomladi 1944 je mesto doživelo še eno hudo ofenzivo. Nemška divizija Princ Eugen, 7. nemška divizija Princ Eugen ga ni uspela osvojiti, čeprav so ji pomagali torej albanski kolaboracionisti, divizija Skenderbeg. Zato so potem iz maščevanja pobili 500 ljudi v bližnji vasi Veliko, moških, žensk, otrok, vas pa požgali. Dokončno je bilo mesto osvobojeno novembra 1944. Poveljnik te divizije, ki je torej ukazal te poboje, pa je bil ujet, ujela ga je Rdeča armada in po vojni obsojen na smrt in usmrčen z obešenjem. To je na kratko vojaška zgodba tega mesteca in v spomin na to dogajanje je tukaj nastal zelo lep spominski park, ki pa ni posvečen samo partizanom in civilnim žrtvam. Tukaj torej govorimo o številki okrog 500 partizanov in več kot 900 civilnih žrtev, pač pa je kombinacija torej spominskih obeležij tudi iz prejšnjega dogajanja. Tukaj pred mano je spomenik, ki je nastal v zgodnjih 30 letih in je postavljen borcem iz balkanskih vojen in Prve svetovne vojne, torej borcem, ki so se seveda borili v črnogorski vojski. Za mano je torej ta spomenik, ki je nastal leta 1967, izdelal ga je črnogorski kipar Vujisić. Vidite, da je sestavljen iz 6 stebrov, ki naj bi po nekaterih interpretacijah predstavljale 6 jugoslovanskih republik. Na sredini je pa večni plamen. Ob straneh so potem še razni drugi spomeniki, nekateri posvečeni torej poveljnikom vojaškim poveljnikom vseh treh obdobij, eden je posvečen civilnim žrtvam iz druge svetovne vojne. Tako da je pravzaprav to en kompleks,
ki ga zaokrožuje najstarejša zgradba tukaj, to je torej pravoslavna cerkev na drugi strani. V spominski kompleks se nahaja ob šoli, ki je tukaj za mano, in otroci se tukaj pogosto igrajo, telovadijo, kot tudi v tem trenutku. Park je torej lepo vzdrževan, ni nekega vandalizma, torej lepo skrbijo zanj, ga je pa čas že malce načel, nekatere spomenike je malce načel in bi bili najbrž potrebni obnove.